Kateri del vašega posla je dobičkonosen in kateri del vam prinaša izgubo? Coaching vprašanje danes je namenjeno predvsem podjetnikom, predvsem vodjem, predvsem tistim, ki ste največkrat čustveno oziroma emocionalno navezani na nekaj, kar počnete, in zraven pozabite na pomemben del, in to je matematika. Matematika. Kar pomeni, da potegnete črto in rečete, to delam zato, ker. In danes boste srečali vodje, podjetnike, ki vam bodo prodali zgodbo. Vam bodo prodali neko svojo lastno resnico, neko svojo omejitev. Samo zato, da bojo opravičevali nekaj, kar sami vejo, da če bi danes začeli, ne bi tega počeli. In moje vprašanje je, kateri del je dobičkonosen, kateri ni. Kateremu delu bi se morali že kdaj odpovedati in v kateri del bi morali posvetiti več pozornosti. Kajti danes se dostikrat zgodi, da nekateri podjetniki ali pa vodje posvečajo veliko pozornosti projektom, poslom, tistemu delu podjetja, ki pozornosti v resnici potrebuje pozornost, vendar že vnaprej vejo, da iz tega ven ne bo nič kaj dosti nastalo. In potem posvečajo bistveno premalo pozornosti tistemu delu, ki je pa neverjetno dobičkonosen, ki pa je uspešen, ki pa je dober, ki dobro deluje, ker smatrajo, da tam nič ne rabijo početi. Moje povabilo je, da se vprašate, kateri del je dobičkonosen, kateri del ni dobičkonosen in si naredite akcijski načrt za enega in akcijski načrt za drugega. Uporabite zdravo kmečko pamet, uporabite matematiko, uporabite racionalnost, ne samo emocionalnost. Ostanite ljudje, vendar ljudje, vodje, podjetniki, ki se odločajo na podlagi številk, ki številke, matematiko uporabljajo pri svojem vsakdanjem delu. Bodite fokusirani, bodite odločni. Hvala za vaše komentarje, hvala za vaše všečke. Vabim vas, da delite ta posnetek, da še komu pomagamo, da z coaching vprašanji postane bolj uspešen in boljši pri tem, kar počne. Hvala lepa, všečkajte, komentirajte in delite posnetek zdaj.